Lepo pozdravljeni. Zamislite si prostor, kjer se učenje preplete z zabavo in kjer znanstvena fantastika postane resničnost. Danes bomo raziskali en tak vizionarski koncept tehnološkega kampusa, idejo, ki popolnoma na novo piše pravila o tem, kaj izobraževanje sploh je. No, osrednje vprašanje, ki poganja vso to vizijo, je pravzaprav čisto preprosto, a hkrati revolucionarno. Kaj, če bi univerza pozabila na tiste dolgočasne predavalnice in se spremenila v interaktivno igrišče, polno navdiha in odkritij, podobno kot najboljši tematski parki na svetu? In točno to je bistvo. Cilj ni samo poučevati o tehnologiji, gre za to, da se ustvari okolje, kjer tehnologija postane transformativna izkušnja, ki resnično spodbuja radovednost in ambicijo. Pa poglejmo, tale kampus, zasnovan je kot nekaj, kar bi pričakovali v kakem znanstveno-fantastičnem filmu, recimo v Disneyjevem Tomorrowlandu. Ne gre samo za kup stavb, ampak za živ ekosistem, ki združuje najboljše iz sveta raziskovanja, izobraževanja in, tudi zabave. In kaj to pomeni v praksi? Konec je s pasivnim učenjem v nekih sterilnih učilnicah. Poudarek je na praktičnem poglobljenem pristopu, kjer se prihodnosti ne uči iz knjig, ampak se jo aktivno gradi. Z vsakim poskusom, z vsakim prototipom, z vsako novo izkušnjo. Ampak kako sploh zgraditi nekaj tako velikega? No, izkaže se, da vsa ta ideja sloni na štirih res različnih, a hkrati zelo močnih virih navdiha. Ti skupaj tvorijo edinstveno identiteto tega kampusa. Tukaj na tej tabeli vidimo te 4 stebre. Prvič imamo Disney Imagineering, ti prinašajo tisto čustveno noto, magijo. Potem je tu film Tomorrowland, ki doda nujen optimizem. Seveda za intelektualno težo poskrbi MIT Media Lab in za piko na i, za tisti adrenalin in igro, so tu globalni tematski parki, kot sta Ferrari World in Super Nintendo World. Mešanica vsega tega ustvari nekaj, kar je hkrati pametno, zabavno in navdihujoče. Super, zdaj pa gremo na en kratek virtualni ogled. Poglejmo si najprej samo arhitekturo in splošno zasnovo tega, res neverjetnega prostora, ki je zasnovan kot pravo mesto inovacij. In obseg je res impresiven. Govorimo o 50 hektarjih. Da si laže predstavljamo, to je približno toliko kot 70 nogometnih igrišč. In ta krožna oblika ni naključje, simbolizira neskončen cikel inovacij, nenehno ustvarjanje in izboljševanje. V samem osrčju, v centru vsega, leži trg optimizma. In tukaj tehnologija, ki jo je navdihnil Disney, res oživi. Samo predstavljajte si tla, ki se odzivajo na vsak korak in omogočajo, da se kar naenkrat sredi trga sprehajate po površju Marsa ali po dirkališču v Monzi. Kampus pa ni en sam velik prostor, ampak je razdeljen na posebne cone. Naprimer, adrenalinska arena. Tam inženjeri ne rešujejo samo enačb, ampak na virtualnih dirkališčih preizkušajo meje avtonomne vožnje. V igralni galaksiji pa učenje postane prava pustolovščina, saj tehnologija iz videoiger suhoparno teorijo spremeni v interaktivno misijo. Z velikih odprtih prostorov se zdaj preselimo v nekaj bolj osebnega, v osebni prostor inovatorjev, v tako imenovane visokotehnološke mansarde. To so bivalne enote, ki so hkrati laboratorij, studio in osebno zatočišče. In vsaka taka enota, vsaka mansarda je kot nek osebni, popolnoma prilagodljiv visokotehnološki brlog. Stene, seveda, lahko postanejo prozorne ali pa popolnoma neprozorne, pohištvo pa se kar prilagaja potrebam. Delovna miza se v trenutku spremeni v platformo za 3D modeliranje. Vsaka mansarda je pravzaprav razdeljena na 5 con, vsaka s svojim namenom, vsaka za spodbujanje drugačne vrste ustvarjalnosti. Kot vidimo, igralni portal, dirkalni simulator, zvočna kovačnica, zvezdna kupola in seveda Fab Lab. Pa poglejmo, kaj se skriva za vsakimi vrati. Najprej igralni portal. Ampak pozor, to ni kar en igralni kotiček. Govorimo o haptični tehnologiji, kjer dobesedno čutite vsak kamenček v virtualnem svetu. Medtem pa umetna inteligenca v realnem času ustvarja unikatne zgodbe, kar pomeni, da nobena izkušnja ni nikoli enaka. Nato pa adrenalin.
Ta simulator je res profesionalne kakovosti. Izkušnja dirkanja je neverjetno realistična. In ne gre samo za sliko, veste, gibljiva platforma dejansko poustvari G-sile, tako da resnično občutite hitrost in dinamiko vožnje. Potem pa pridemo do prostora za glasbeno ustvarjanje. Zvočna kovačnica. To je res kul kombinacija. Združuje videz tistih klasičnih sintetizatorjev iz filmov 80-ih z najnovejšo umetno inteligenco, ki pomaga pri ustvarjanju melodij. Tako lahko vsak hitro in intuitivno sklada glasbo za igre ali virtualne svetove. Od ustvarjanja glasbe pa skok k raziskovanju vesolja. Ta napredni teleskop resnično naredi astronomijo dostopno čisto vsem. V bistvu vse naredi sam, poišče nebesna telesa, se nanjo osredotoči in v kombinaciji z očali za obogateno resničnost projicira informacije o zvezdih kar pred očmi. In za konec še prostor, kjer digitalne ideje postanejo nekaj, kar lahko primemo v roke. Osebni FabLab. Ta omogoča superhitro tiskanje kompleksnih prototipov iz različnih materialov, kar je seveda ključno za inženirje in oblikovalce, ki želijo svoje zamisli takoj preizkusiti. Zato zveni super, ampak seveda se poraja vprašanje, kako nekaj tako futurističnega sploh prenesti v realnost. Pa poglejmo te bolj praktične vidike, kot sta recimo cena in pa sam namen. No in ja, strošek je pričakovano astronomski. Opremiti samo eno tako mansardo je ocenjeno na $500,000 evrov, kar seveda pomeni, da je takšen projekt izvedljiv le z res močnimi partnerstvi z vodilnimi tehnološkimi podjetji in izobraževalnimi ustanovami. Ampak ključna stvar je tole. Ta kampus ne bi bil nek zaprt, izoliran svet. Pravzaprav bi imel dvojni namen. Na eni strani bi bil vrhunska izobraževalna ustanova za razvoj inovativnih projektov, na drugi strani pa bi bil tudi javna atrakcija, ki navdihuje širšo javnost z dogodki in interaktivnimi razstavami. In s tem nekako pridemo do zaključka, do bistva. Celoten projekt ni zgolj skupek stavb in tehnologije, je veliko več, predstavlja filozofijo in hkrati poziv k delovanju. Tale misel, ki jo je navdihnil film Tomorrowland, pravzaprav popolno povzame duha celotnega projekta. Vse se začne s tem, z vero v to, da je nekaj mogoče. Gre za moč optimizma in prepričanja, da lahko zgradimo boljšo prihodnost, če si jo le drznemo zamisliti. In točno s tem vprašanjem tudi zaključujemo. Ta vizija kampusa ni samo nek arhitekturni načrt. Je izziv za vse nas, da dobro premislimo o tem, kakšno vlogo naj imata tehnologija in optimizem pri oblikovanju sveta. Vprašanje na koncu torej ni, ali je to mogoče, ampak kakšno prihodnost si bomo izbrali zgraditi.